Spoštovani prijatelji slovenske kulture po vsem svetu. Za Slovenijo je 8. februar vsako leto prav poseben dan. Smo ena zelo redkih držav, ki pomen kulture in uspeha svojih ustvarjalcev zaznamuje z državnim praznikom in dela prostim dnevom. V letu, ko praznujemo 30. obletnico samostojnosti, smo še posebej ponosni na vlogo kulture pri nastajanju naše države ter na njeno mednarodno vpetost in prepoznavnost. Letošnji praznik sovpada tudi s predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije v triu z Nemčijo in Portugalsko. Zato ga na Ministrstvu za zunanje zadeve še posebej posvečamo slovenski kulturi v širšem evropskem okviru. Veseli nas, da je ob začetku tega virtualnega praznovanja nastopil trio Tria z glasbeniki iz vseh treh predsedujočih držav. Njihovo soustvarjanje je ena najnovejših in najlepših zgodb o medsebojnem bogatenju evropskih kultur in o srednjem pomenu kulture za evropski razvoj in stabilnost. Ponosni smo, da sta z nami tudi oba letošnja Prešernova nagrajenca, pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič, saj njuni dosežki najvišje umetniške vrednosti že desetletja bogatijo zakladnico slovenske in svetovne kulture. Slovenija kulturo prepoznava kot ključno družbeno gonilo, tako nacionalno kot mednarodno. Cenimo jo kot odvir inovativnih idej, trajnostnih rešitev, novih delovnih mest, kritičnega razmisleka, družbene kohezije in medkulturnega razumevanja. Še posebej podpiramo njen prispevek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, od kakovostnega izobraževanja in trajnostnih skupnosti do podnebnih ukrepov in miru. Mednarodni kulturni odnosi so tradicionalni steber naše zunanje politike in bodo tudi med prednostnimi področji našega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta. Veseli nas, da je Organizacija združenih narodov leto 2021 razglasila za leto kreativnega gospodarstva za trajnostni razvoj in da je tudi Afriška unija kulturo, umetnost in dediščino letos postavila v središče svojega delovanja. To so pomembne pobude za povečanje vidnosti mednarodnega pomena kulture in zagotavljanje močnejše podpore kulturnemu in kreativnemu sektorju. Dame in gospodje, naš kulturni praznik je dan Franceta Prešerna. Z njegovo poezijo smo se Slovenci umestili v vrh svetovne literarne ustvarjalnosti. Ponosni smo, da je njegova Zdravljica, slovenska himna, v letu 2020 prejela znak evropske dediščine kot eden najlepših simbolov evropskih vrednot in idealov, svobode in sožitja med narodi. Cilj, ki je v ospredju naše zunanje politike, je večno aktualen in prispevek kulture k njegovemu doseganju ogromen. Vsem slovenskim ustvarjalcem se ob tej priložnosti zahvaljujem za neizmeren elan in mednarodno prodornost, kot je razvidno tudi iz pravkar zaključenega 7-letnega programa Ustvarjalne Evrope, imamo enega najbolj dinamičnih in najuspešnejših kulturnih in kreativnih sektorjev v Evropi. Tudi v prihodnje lahko računate na vso podporo našega ministrstva pri vaših mednarodnih projektih. Čestitam tudi vsem Slovencem in Slovenkam po svetu, ki prek društev in drugih pobud ohranjate slovensko besedo in kulturo v državah, v katerih živite. Na Ministrstvu za zunanje zadeve želimo vsem lep praznik in upamo, da bomo lahko kmalu posvetili tudi kulturi dogodek v živo. Slovenija je mlada in majhna država z dolgo in veliko kulturno tradicijo. Predvsem po zaslugi kulture in skupnega jezika, torej slovenščine, smo se Slovenci izoblikovali in obstali kot narod. Zato smo pred 30 leti ob osamosvajanju kulturo uporabili kot argument in jo kot konstitutivni element vgradili v temelje svoje državnosti. Če to vemo, je gotovo razumljivo, zakaj smo ena redkih držav na svetu, ki dan kulture praznuje kot državni praznik. 8. februarja
Vsako leto slavimo velikega pesnika Franceta Prešerna, tudi kot avtorja Zdravljice, znamenite pesmi, ki je bila prvič objavljena po marčni revoluciji leta 1848, danes pa je tudi slovenska himna. Slavimo pa tudi svojo kulturo, ki nam še danes pomaga, da živimo lepše in bolje. Z njeno pomočjo pa smo tudi veliko bolj vidni znotraj Evrope in pa seveda na svetovnem zemljevidu. Kapilare naše kulture v prvem krogu segajo preko naših meja v slovenskem zamejstvu, v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, kjer pripadniki naših manjšin še govorijo slovensko, obenem pa so tudi živo vezivo za razumevanje in sodelovanje med državami. V drugem krogu je promotor naše kulture po svetu gotovo številno izseljenstvo. Potem pa seveda sledijo krogi z umetniki, ustvarjalci in poustvarjalci na različnih področjih. Kot pisatelj naj omenim le podatek, da po svetu praktično vsak dan v letu v prevodu izide ena slovenska knjiga. Vsak dan je tako majhen praznik za enega avtorja, za našo skupnost pa to pomeni svojevrstni stik z drugo kulturo. Kakor velja za ljudi, tako prav gotovo velja tudi za države in narode. Tistega in tisto, kar bolje poznamo, lahko tudi bolje razumemo. Medkulturni dialog se mi zdi ravno danes izjemno pomemben in ga je gotovo treba na različne načine še poglabljati. Živimo sicer v času hitrega pretoka informacij. Na prvi pogled se zdi, da se lahko zaradi novih tehnologij in komunikacijskih možnosti z vsem seznanimo veliko bolje kot prej. Po drugi strani pa se že zavedamo površnosti, ohlapnosti, pa tudi posplošitev, zastranitev in plitvin, ki jih to prinaša. Zaradi tega menim, da so poglobljeni kulturni stiki in pretoki umetniško premišljenih informacij izjemno pomembni in koristni za zapolnitev najrazličnejših vrzeli med kulturami. Mineva 10 let, odkar je Umikani svet počastil visoki jubilej 500-letnico rojstva našega Primoža Trubarja. V številnih raziskavah, ki so jih tu in domači raziskovalci posvetili njegovemu delu in življenju, je kot osrednja tema izšla identiteta. In zopet je bilo izpostavljeno, da je treba nacionalne identitete ne le ohranjati, temveč tudi krepiti, saj se le nacionalne identitete lahko zoperstavijo samopotrjevanju civilizacij z argumentoma moči in velikosti. Zato bi bilo nenavadno, če v teh dneh, ko proslavljamo kulturo naše dežele, kot arhitekt ne bi poudaril posebej pomembnega dela, ki sta ga naši slovenski identiteti dodali prav arhitektura in umetnost prostora. Zavzemam se za to, da spoštujemo in da uveljavljamo našo kvalitetno ustvarjalnost na področju umetnosti gradnje, njeno prodornost, s katero bomo zajezili poplavo podpovprečne slabe arhitekture in neprimernih posegov v prostor. Zavzemam se torej za novo renesanso umetnosti prostora, ki jo bomo lahko ponosno dodali naši narodni identiteti. Ko pa razmišljamo o arhitekturi bodočnosti, o vlogi arhitekta, se moramo najprej zavedati bistvene razlike med arhitekturo preteklosti in sedanjosti. V preteklosti so arhitekti natančno vedeli kaj, ne pa kako. Danes vemo kako, mnogokrat pa ne vemo kaj. Arhitekti preteklosti in njihovi omikani naročniki so seveda natančno vedeli, kakšno arhitekturo želijo, omejitve v gradbenih možnostih pa so seveda predstavljale tudi omejitve v arhitekturi. Danes z izrednim razvojem tehnike in tehnologije je pravzaprav vse mogoče. In tako bo
v arhitekturi bodočnosti največji izziv, kako doseči temeljno ravnotežje med racionalnim in iracionalnim, kako doseči vse tiste nujne razsežnosti arhitekture, kot so duhovnost, simbolika, estetika in vsi vidiki lepega. Kako torej doseči ravnotežje med inženirskim in humanističnim poslanstvom arhitekture in kako ustvariti dobro arhitekturo, ki bo humanistična, humana in v kateri se bosta zlila preteklost in čas njenega nastanka.